Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Poslušam se. Z vami Polona, specialna pedagoginja. Tokratna epizoda je že 33. Če so vam epizode všeč, vas ljudno vabim, da jih všečkate, da jih delite. Če jih delite, me prosim tudi označite, da se vam lahko zahvalim, da jih ocenite, naprimer na Apple Podcast, lahko tudi z 5 zvezdicami. Tokratna gostja, strokovnjakinja, bo Nika Kristan, socialna pedagoginja in ustanoviteljica Vzgojne sopotnice. Današnja tema bo tako družinsko usmerjen pristop, soočanje z izzivi. Uživajte v poslušanju. Nika, lepo pozdravljena. Si magistra socialne pedagogike, si svetovalka za starše in družine, osredotoča se predvsem na družine osnovnošolskih otrok, pa na celostno in kontinuirano podporo pri reševanju teh vzgojnih izzivov pri vzgoji. In se že veselim pogovora s tabo o tako pomembni temi. Pa bi mogoče kar začeli s tem, kako je tebe pot pripeljala do te tvoje poklicne poti, oziroma zdaj imaš prav tudi Vzgojno sopotnica, je tvoje podjetje. Ja, hvala Polona za res tako toplo dobrodošlico. Veselim se današnjega pogovora, ker ta družinsko usmerjen pristop je res ena tema, ki mi je še posebej blizu. In sama verjamem, da prav v družini najdemo ta največji potencial za neko spremembo in pa rast, ko se soočamo z raznimi vzgojnimi izzivi. V svojem delu veliko opažam, kako pomembno je, da je vključena v bistvu celotna družina in da poiščemo neke rešitve, ki odražajo te njihove edinstvene vrednote in pa dinamiko. Tako da komaj čakam, da raziščeva to temo in jo približava tudi tvojim poslušalcem in pa poslušalkam. Glede Vzgojne sopotnice je pa tako, da jaz sem bila zaposlena v kar nekaj let v osnovni šoli, na različnih delovnih mestih, kot učiteljica dodatne strokovne pomoči, kot svetovalna delavka, in skozi to delo sem opazila, kako pogosto se v bistvu starši znajdejo v stiski in ne vejo, kako pristopiti k kakšnim vzgojnim izzivom. V šolah se žal vse več, oziroma večji del je posvečen ocenam, manj pa ta vzgojni del. Hkrati se mi pa zdi tudi, da primanjkuje ene te kontinuirane podpore, ker ti stiki s starši v šolah so redkejši, recimo samo enkrat mesečno, če se nam še celo uspe uskladiti. Tako da v bistvu sem dobila en občutek, da lahko ponudim več, če se posvetim družinam tako bolj celostno, osebno in tako zunaj šolskega sistema. Ja, se strinjam, da je pač to sodelovanje s starši je tukaj res, sploh pri vzgojnih že tako. Pri vsakmu se mi zdi napredku je res to temeljno, da čim bolj tesno sodelujemo s starši. Pri pač vzgojnih izzivih se mi pa zdi, da je res izjemnega pomena, tako da je res super. Se mi zdi, da je res tudi če je v šoli, recimo, da imajo starši pomoč, podporo, je zagotovo jim tudi velik doprinos, da vejo, kam se še lahko obrnejo, poleg, če imajo še kakšno vprašanje, stisko, ki je mogoče kdaj tudi v šoli malo težje zaupajo, ali pa tako, ker mogoče nekomu, ki so večkrat pol z njim v stiku, pa tako, kakor imaš pač te storitve. Kaj kako pa, mislim, katere so tiste najpogostejše stiske, ki se starši obrnejo nate kot svetovalko za področje vzgoje? Katere so tiste najbolj pogoste, oziroma pač zaradi katerih izzivov, pa mogoče deliš kakšno, kdaj se najbolj pogosto obrnejo, ali pa katerih letih, ali kaj je tisto, ki jih ponavadi privede do tebe? Zdaj tukaj je odvisno, za katero obliko svetovanja se odločijo. Jaz imam 2 obliki. Preden se v bistvu odločimo, za katero obliko oziroma h kateri obliki bi se starši ali pa družina pridružila, se
pogovorimo na nekem takem informativnem pogovoru, kakšni so izzivi, kakšne so njihove želje, cilji in potem na podlagi tega določimo, v katero obliko svetovanja bi se vključili. Zdaj, če gre za obliko svetovanja za starše, tukaj predlagam takrat, kadar starši potrebujejo podporo pri nekih posameznih vidikih vzgoje, To je lahko postavljanje jasnih mej, organizacija časa, šolske obveznosti, podpora pri čustvenem razvoju otroka, Tukaj pa neke strategije oblikujemo, kako boljše organizirati, vzpostaviti pravila, pokažem kakšne metode, kako pri otroku spodbujati večjo odgovornost, samostojnost, in pa nudim kakšne nasvete, kako izboljšati medosebno komunikacijo, podpiram starše, kako razumeti otrokova čustva, v bistvu zakaj prihaja do takih čustev, da je to v bistvu čisto razvojno, kako jih razumeti in kako otroka tukaj podpreti, Zdaj, če pa pogledava še svetovanje za družine, tukaj pa v bistvu to svetovanje pa predlagam, če izzivi, s katerimi se soočajo, zadevajo celotno družino. Ali pa če recimo izzivi posameznega člana vplivajo kakorkoli tudi na ostale člane družine, Tako da tukaj so pa kakšni konflikti med družinskimi člani, nepovezanosti, da so člani odtujeni, da se ne razumejo čustvenih potreb drugega, težave s kakšno dinamiko v družini. Tako da tukaj pa izboljšujemo medsebojno komunikacijo, gradimo razumevanje, vzpostavljamo neko sodelovanje in tako, Pa se ti pogosto dogaja, da pridete tudi starša, ki imata mogoče dva različna vzgojna stila, ali pa da je en mogoče po tvoji oceni preveč mogoče popustljiv, permisiven, drug mogoče preveč strog, ali pa strog v smislu tudi mogoče kakšnega bolj kaznovanja ali v takem smislu strog, ne da se drži meje, ampak tako. Kako svetuješ, če imata starša dva različna vzgojna stila, kakšen je tvoj pristop? Se tudi to dogaja, to je čist normalno, tudi mi kot starši prihajamo vsak iz svojega okolja, vsak je bil kot otrok deležen drugačnega vzgojnega stila in ponavadi ta vzgojni stil tudi prenesemo potem kot naš vzgojni stil, Ampak zdaj, če gre tukaj res za dva različna stila, potem spodbujam starše, da skupaj nekako raziskujeta, kakšne vrednote želita predati otrokom, kakšne dolgoročne cilje imata pri vzgoji, in to jim v bistvu pomaga najti neko skupno izhodišče, Tudi če imata neke različne pristope, je pomembno, da se dogovorita o teh nekih osnovnih pravilih, ki jih oba podpirata in da z otrokom komunicirata na enak način, Je pa mogoče tudi včasih to, da te razlike v stilih lahko prinesejo v bistvu neko dragoceno širino otrokovo vzgojo, Ampak tukaj moramo paziti, da so predstavljene na nek spoštljiv pa tako dopolnjujoč način. Se strinjam, ja, da prinese tudi to bogastvo, da sta dva različna človeka in da se otrok navadi. Se mi pa zdaj tako, ko si lepo poudarila, da pri kakšnih ključnih pogledih, pri kakšnih ključnih vrednotah je pa zelo pomembno, da smo usklajeni. Tukaj tudi mogoče se mi zdi, sam tako poudariti, da je pomembno, da se v bistvu, tudi če nista toliko enotna, vseh tem, da se pa ne postavljata mogoče eden proti drugemu, sploh pa ne pred otrokom, Ja, zelo pomembno. Hvala, za ta poudarek. Ker otroci to vse slišijo, vidijo in zelo pozorno pol tudi včasih nam v šoli povejo, mama je rekla to, oči to in ampak tako res so pozorni na te stvari, tako da je fino biti, da se ne postavljamo en proti drugim, tako da spoštujemo to različnost.
do tega prihaja, oziroma če tako je. Kaj se ti pravi, pač, ker imaš družinsko usmerjen pristop, se zelo pač verjetno na to komunikacijo med člani družine osredotočaš, a ne? Kaj je v bistvu, katero je tisto glavno vodilo pri tvojem delu in kaj pri teh mogoče družinah se verjetno tudi na to obračajo družine, ki so pač razvezanih, se pravi otrok, ki so ločenih staršev, in kaj v takem primeru pač, kaj se ti zdi takrat najbolj bistveno? Ja, komunikacija je ena taka, je v družini v bistvu ključnega pomena, ne? To je nek temelj za razumevanje, povezovanje, reševanje izzivov, ne? In v bistvu prek neke odprte, spoštljive komunikacije z družinskimi člani, ne? Oziroma na podlagi odprte in pa te spoštljive komunikacije člani gradijo neko zaupanje, a ne, med sabo, in gradijo tudi neko okolje, kjer se lahko vsak počuti slišanega, a ne, sprejetega, ne? In to je neka osnova za nadgradnjo odnosov, za kakršnokoli sodelovanje. Tako zdaj pri ločenih, oziroma pri situaciji, kjer sta pa starša ločena, a ne, to so take situacije so zahtevne, a ne, tako za starša kot tudi za otroka, a ne. Zdi se mi, da je zelo pomembno, da v takih situacijah starša ohranita neko odprto komunikacijo, se trudita sodelovati v otrokovo korist, a ne. Čeprav je razumljiv, da imata različne poglede, a ne, ali pa vzgojne stile, tako kot sva se prej pogovarjali, a ne, je za otroka najbolj pomembno, da se v bistvu ne počuti razpetega med dvema različnima svetovama, no. Tako da tukaj bi jaz svetovala, da se mogoče starša dogovorita o teh osnovnih stvarih, a ne, kot so šolske obveznosti, recimo spalna rutina, zdaj popularno te omejitve, ne, telefonov, ko kakšen starš pusti, kakšen starš ne pusti, a ne. Ni nujno, a ne, razumljivo, da ne morata biti povsem enaka, ampak je za otroka lažje, če so ta ključna pravila v obeh gospodinjstvih ali pa v obeh okoljih podobna, a ne. Tako da v bistvu tudi to otroku razložita, a ne, da mogoče delujeta ta dva okolja majčkeno drugače, ampak da je to v redu, ampak da v bistvu otrok ve, kaj pričakovati od vsakega okolja, brez nekega občutka krivde ali pa pritiska, no, tako. In tudi če starši redno komunicirajo o nekih teh težavah ali pa napredku, ki se jim dogaja, a ne, to tudi pomaga zelo, a ne. Velikokrat je to problem, tako da takrat potem svetujem, da mogoče se vključi kakšna nevtralna oseba, a ne, lahko si to pomoč iščejo potem v šoli, a ne, pri svetovalni službi, lahko sem to jaz, ki jih podprem pri tem, da vzpostavimo nek učinkovit način sodelovanja, a ne. Lahko bi rekla, da z lastnih izkušenj opažam, da najbolj uspeva, ko je ta občutek, a ne, da sta starša kljub razhodu še vedno neka ekipa in da v bistvu delujeta v otrokovo dobro, no. Čeprav verjamem, da za njih ni vedno lahko. Hvala, ker si delila tvoj vpogled v to situacijo, da v bistvu lahko tudi starša, ki sta ločena, sodelujeta čim bolj v dobro otroka, da sta še vedno naprej ohranjata, čeprav imata verjetno kakšne različne vrednote ali pa poglede na kaj, da vseeno se trudita po svojih najboljših močeh, da sta ekipa in da najbolj pač uskladita, kakor se le lahko glede pomembnih stvari. In tako, kot si rekla, verjamem, da so taki starši, ki to zmorejo, in je to super. Je pa res tako, se mi zdi pomembno, ja, da imajo takih, mogoče sploh na začetku, ali pa ko je situacija še malo bolj vroča, da imajo mogoče tudi kakšno osebo, s katero lažje pol komunicirajo, in tako, sploh če gre pa na začetku, ali pa če so pri kakšnih situacijah malo bolj kompleksne, težje in tako. Prej si omenila, da je starše, mislim, da pač da jim pomagaš, jih podpreš tudi pri učinkovitem postavljanju meja, maj? Ja. Kaj se pač tebi zdi tukaj izjemno pomembno,
pač te pri postavljanju meja, tako da, pač, da so na tak način, da še vedno ohranimo odnos z otrokom. Tako. Kaj se ti zdi tukaj bistveno? Ja, to, da ohranimo odnos z otrokom, to si dobro pomembna. Da to lahko naredimo, ne, je pa v bistvu pomemben, da meja ni postavljena na način, oziroma da je meja postavljena na način, ki je jasen, a ne, in tudi primeren otrokovi starosti, a ne, da ni to meja zato, ker sem jaz tako rekla, a ne. In da ima tudi ta neka meja kombinacijo meje in topline, no, tako. Da so te meje postavljene z neko ljubeznijo, z neko skrbjo, a ne pa zaradi tega, ker bi mi želeli otroka kaznovati ali pa nad njim izkazovati recimo neko moč, no. Tukaj zelo zagovarjam, da se neke meje ali pa neka družinska pravila skupaj oblikuje z otrokom. Da je tukaj že ta njihova vključenost, participacija, ki je izrednega pomena, imam jaz mnenje, da jo velikokrat pozabljamo, a ne, ker mi v bistvu odločamo oziroma govorimo o otrokovem življenju, in jaz mislim, da bi tudi tukaj imel otrok pravico, da je prisoten. To zagovarjam, no, da skupaj oblikujejo v družinah neke meje, pravila, da tudi otroku v bistvu pojasnijo razloge za neko mejo, ne, da otrok razume smisel, da so potem starši dosledni temi mejami, a ne. To otroku pomaga vedeti, kaj lahko pričakuje, a ne. Kaj se ti zdi, da imamo starši, oziroma da imajo tisti starši, ki se mogoče obračajo nate, pri katerih mejah konkretno, ali pa tako, kjer so mogoče take, ki jih pomagaš, ki jih pomagaš podpreti. Mogoče, če je kakšna taka, da je lahko deliš, če se ti zdi. Ja, velikokrat je tako, da mej sploh ni, a ne. Da je ta, mislim. Ali pa da veljajo zelo kratek čas. Ali pa da en dan veljajo, pa naslednji dan spet ne veljajo. Potem so otroci zmedeni. Tako da res tukaj ta doslednost. Ker v bistvu te meje, a ne, niso namenjene omejovanju otrokove svobode, a ne, ampak jim v bistvu pomagajo k neki samostojnosti, odgovornosti. In ko oni to ugotovijo, a ne, jih tudi lažje sprejmejo, no. Tako da v bistvu največkrat, ko pridejo starši, ali mej sploh ni, ali pa res niso pri njih dovolj dosledni, ali pa niso mogoče predstavljene na dovolj jasen način, ali pa mogoče celo neprimerne za starost otroka, ne. Ali so prezahtevne, sem pa tudi imela primer, ko v bistvu so bile meje premalo zahtevne. Pogledate skupaj čez te meje, pa greste verjetno par mej naenkrat. Pogovorimo se, a ne, predvsem mene zanima, kakšne vrednote družina živi, a ne, tako kot sva se prej pogovarjali, kakšno popotnico, kaj želijo na otroka prenesti, a ne. In na podlagi tega potem oblikujemo, a ne, in tudi za starše je veliko lažje, ko se vprašajo, to želim, to mu želim predati, a ne, in ko nekako to zavestijo, je tudi to postavljanje mej potem enostavnejše, a ne, kot če gledajo, da postavijo mejo zato, ker pač je nekdo rekel, da meja mora biti, a ne razumemo pa v bistvu mogoče ozadja, a ne, in potem, ko dobijo neko to celostno sliko, se mi zdi, da lažje pristopijo, no. Ja, da pa ne izhaja iz tega, tako je nekdo rekel, ampak jaz tako začutim, moja vrednota je to želim privzgojiti čez dolgi rok in potrebujem to postaviti. In tudi otrok to potem čuti, a ne, ali je bila meja postavljena, ali jo je postavil iz neke stiske, ker jo pač more, ali mu je v bistvu s tem želel nekaj predati, a ne. Tudi otrok na čisto drugačen način potem začuti to mejo, no. Se strinjam, zelo je tudi pomembna ta energija, oziroma pač naša tudi neverbalna komunikacija pri tem postavljanju. Tako da zelo dobro. Hkrati pa verjetno tudi nasplošno, da si rekla, celotno komunikacijo, mogoče pa sva že rekla tudi neverbalno, ampak mogoče tudi to, da tudi besede, ne vem, mogoče potrditve ali pa stavke, ne vem, da si izrečemo pač, da tudi mogoče, da je res
kako naj se izrazim, no, otroka, pač tudi mogoče, ko naredi kaj, kar se ne zdi neprimernega, da niso kritike usmerjene na otroka, ampak na vedenje. Tako kot včasih, ne vem, če si grdo, recimo, mislim, grdo, pač. Smo včasih slišali, ok, si pa kapujs, recimo, ne? To je ena kritika zelo usmerjena na osebo in ne na vedenje. Hkrati se mi pa zdi, da pač včasih, no, so otroci, mogoče še par generacij nazaj, zelo redko sploh slišali kakšne pohvale ali pa pač, da je nekdo ponosen na nje, da jih ceni, pač pod take stavke. Zdaj smo na to tudi bolj pozorni. Kako svetuješ glede tega, no? Uravnovesati oziroma kaj glede tega, kakšno je tvoje mnenje oziroma izkušnje in tako. Res je tako, kar si rekla, ne, danes veliko bolj kot starši se zavedamo nekega pomena čustvene podpore, ne. In otroci si želijo občutiti, da jih vidimo, razumemo, sprejemamo, ne. In tako, kot si rekla z besedami, to lahko tudi pokažemo oziroma povemo, ne. Zdaj, to so lahko, ne vem, rada te imam, ne, ponosna sem nate, tudi hvala, a ne. Po drugi strani pa tudi, kako se danes počutiš, a ne, ali pa v redu je, če delaš napake, a ne, iz tega sva se nekaj naučila, kako bova to popravila. Tukaj imam eno zanimivo osebno izkušnjo. Moja mami je meni vedno govorila, tako že v osnovni šoli, pa tudi potem na fakulteti in naprej, mi je vedno pred testom ali pa pred izpitom rekla, znaš, zmoreš, boš, a ne. Wow, lepo. In v bistvu s tem mi je dala videti, da verjame vame, a ne. Hkrati pa mi je dala tudi neko moč, da sem tudi sama verjela vase, a ne, sem šla in zmagala, a ne. Tako da neke te afirmacije, a ne, se mi zdi, da tudi zelo dobro delujejo, no. Ker včasih se mi zdi, da pozabimo, ne, kako pomembno je, da neke te pozitivne misli ali pa občutke, ki jih imamo do otrok, tudi ubesedimo, a ne, neposredno njim. Neka pohvala ali pa mogoče boljš spodbuda ali pa izraz ljubezni, a ne, ki ga otrok sliši iz naših ust, se mi zdi, da daje eno veliko moč, a ne, mu gradi to samozavest, neko varnost, a ne, in še bolj neko tršo povezanost z nami, no, tako. Se mi zdi. Moramo pa biti tukaj, pa mislim, da kar res iskreni, no, ker se mi zdi, da otroci hitro opazijo, če neke pohvale ali pa besede izrečemo bolj tako površinsko. Če jih res ne mislimo, če smo samo, ok, to smo prebrali, to mora delovati. Ja, točno tako. Tam je pisalo, da ti moram reči 5 besed v dnevu, a ne, in evo jih. Ja, se strinjam, ja, to tako zelo berejo res naše emocije oziroma pač čutijo energijo. In ful hvala za delitev te osebne izkušnje. Se mi zdi ful lepo, hkrati pa res tako nekaj, ki te verjetno potem spremlja še naprej, no. Ta občutek, da je nekdo verjel vate, ki je res zelo pomemben. In ti tudi pomaga, da verjameš sama bolj vase. Ja, pa mogoče so res to včasih, tako kot si rekla, dovolj, a ne, ne vem, da mogoče včasih, ne vem, če se recimo ali v vrtec ali v šolo, kakorkoli, če gre otrok po nekaj časa, ne vem, ali po počitnicah, ali sploh pri mlajših, mogoče prva triada, da si zelo, sej to je zdaj že veliko po netu krožno, da si pač vsak od staršev nariše srček in da so povezani, ali pa ne vem, da recimo, ko pač v puščico damo, mislimo na te, ali karkoli, pač včasih, ampak res tako se mi zdi zelo pomembno, kar si ti izpostavila, da najdemo način, ki je nam blizu, ne zato, pač tak, kakroš nujno, ampak nekaj, ki je prav naše, kar tako, kot tvoja mami, ki verjetno pač sama se tako čutila in tako, in to je pa tisto, kar ima še večjo vrednost, no, po mojem mnenju.
Tako da, ja, um, pogosto starše, no, še posebej mlajših otrok, ampak tudi potem v osnovni šoli, imajo eni otroci s tem izzive, da imajo kakšne izbruhe. Pač tako jim rečemo, no, izbruhe. In v Ameriki je nažalost tako, da je kar nekaj staršev te pač celo to snema in je to celo pač zelo neprimerno in ima več zelo velik negativnih posledic na otroka in na odnos z otrokom. Pri nas na srečo še nisem takih posnetkov zasledila, ampak mogoče bi ti razložila, zakaj, ne vem, enkrat sem celo zasledila, da ne bi en pač strokovnjak oziroma nekdo priporočil, da otroku zagrozimo, da ga bomo posneli, če se bo tako obnašal. Zakaj taki pristopi sploh niso ok, no, tako. Okay, ja. Ja, to snemanje se mi zdi zelo nespoštljivo in mislim, da lahko tudi tako dolgoročno škoduje otrokovmu občutku varnosti, ki ga ima ob nas in tudi neko zaupanje v nas. Otrok v takih težkih trenutkih za njega potrebuje ravno ta občutek sprejetosti pa razumevanja. Se mi pa zdi, da v bistvu s tem snemanjem sporočamo ravno nasprotno, to, da njegova stiska ni dovolj resna, ali pa vredna naše empatije do njega. Mogoče tudi to, da kasneje lahko taki posnetki povzročijo ta občutek sramu, ki lahko vpliva potem na pač otrokovo samozavest in tudi odnos, ki ga potem on ima s starši še naprej. Ja, super si podala ta občutek varnosti, ki se mi zdi izjemno pomembno, tudi potem, ko pač razlagajo pač o travmi, doskrat pride do tega, da so se razvile tega, ker se lahko nismo počutili varni, ali v odnosu, ali v okolju, ali tako. Se mi zdi res pomembno, da si to izpostavlja. Ja. Glede vzgoje se mi zdi, da veliko staršev, sploh mamic, mogoče išče nasvete tudi preko Facebooka ali pa različnih pač socialnih omrežij in jim pač zelo koristijo, mogoče pač se mi zdi, da ja, si mogoče vsi kdaj želimo konkretnih napotkov, receptov, kako v določenih situacijah reagirati. Se mi zdi, da tukaj potrebujemo biti tudi pozorni, od koga ta nasvet prejmemo, da pač tukaj res potrebujemo izbrati strokovnjaka in mogoče pač mogoče tudi kje tako, no, da je res tista oseba se spozna na te stvari, pa tudi individualno na posameznega, pač na našega otroka, za vsako situacijo res pač ne more tudi drug, pa naj bo še tak strokovnjak čistočen vedeti, kaj pa kako, ker ni pač prisoten v tisti situaciji in niti ne pozna otroka in njegovega delovanja, razvoja celotnega in tako. Mogoče se mi zdi pa, ja, sploh tako ozaveščanje, ki ga imate vi, različne strokovnjakinje z tega vzgojnega področja, se mi zdi pa zelo dober, kar lahko starši vnesemo, je, da določena znanja, spoznanja o razvoju otroka, o tem, kaj je, tako kot si že prej rekla, razvojno, ali pa pač mogoče strategije, metode, ki so skozi prakso, skozi leta izkušenj izkazajo kot zelo učinkovite, se mi zdi pa zelo smiselno. Mogoče pač še tvoje mnenje o tem, preden greva na par takih konkretnih primerov. Ja, se mi zdi, da se je v tem korona času pojavil kar veliko teh strokovnjakov, ki so preko spleta ponujali razne ali svetovanja ali recepte na svete, kakorkoli. Jaz vedno pravim, da je, tako kot pravimo, vsak otrok je individuum, tudi jaz pravim, da je vsaka družina edinstvena, tako da tudi jaz v bistvu
ne dajem nekih enotnih receptov, a ne, ampak ravno zato se pogovarjamo o vrednotah, o temu z družino, a ne, in potem vsa te metode in vse to, kar si opisovala, a ne, prilagodimo temu, a ne, ker velikokrat tudi, a ne, vemo, da sta, rečemo, dva otroka iz enakega gnezda, a ne, pa rečemo enak vzgojni stil, enake meje, tako, a ne, pa nista enaka. Tako da jaz bi tukaj starše res posvarila, no, da super, da pač raziskujejo, berejo, pogledajo različne mnenja. Jaz ne govorim, da imam zdaj samo jaz prav, a ne, ampak da v bistvu to majhen potem sfiltrirajo, a ne, in pa se vprašajo, a se to sklada z mojimi oziroma našimi vrednotami, a se to sklada pač z našo družino, a ne, a lahko to vpeljemo noter, ali pa ne, a ne. Ja, super, super. Ja, pa sploh se mi zdi res pomembno tako, ker pač da jo izhajamo pa iz enih, bi rekla, znanj tudi mogoče tako, ker ti spoznanj, ki so, pač bi rekla, sodobna in o razvoju možgan in o pač zdaj, ker toliko več vemo, no, tudi kaj je bolj razvojno, kaj ni, a ne, kere metode so res tiste, ki, ja. Tako da ja, ta filter, to, da res, da je tista oseba z njihovimi vrednotami usklajena, to se mi zdi res pomembno. Ker če samo recimo sledimo, ker sem pač recimo zadnjič videla, da je pa ena mama rekla, sem pa jaz odprla eno skupino, kjer bom svetovala, kako jaz naredim, oziroma bomo vsi med sabo, se mi zdi, da se s tem lahko še malo več zmede v stvar, kjer tako, no, in ja, to pač se mi zdi, da je res mogoče, a ne, ali najprej prisluhniti svojemu občutku, kako pač ti čutiš, potem pa ja, če imaš kakšen pač tak izziv, ki se pojavlja, je pa dobro si najprej ali malo prebrati, pregledati, kjer vse pač možnosti oziroma tako in izbrati tisto, ki se nam zdi najbolj z našimi vrednotami. Pa mogoče to, kar je take malo konkretni primeri, ti imaš tudi torkovo svetovalnico, se mi zdi, če sem se prav zapomnila. Tako je, ja, vsak torek objavim na svojem Instagram profilu Vzgojna sopotnica en okenček, kjer starši lahko zastavijo kakršnokoli vprašanje v zvezi z njimi in njihovimi osnovnošolskimi otroki, a ne. Ali so to meje, komunikacija, karkoli, a ne. In v bistvu potem dobijo neko razlago, ravno to, kar sva se pogovarjali, a ne, zakaj se določeno vedenje dogaja in kakšni so tisti prvi, recimo, posegi, ki jih oni lahko sami naredijo doma, a ne. Ja, to se mi zdi res ena super stvar za izkoristiti za vse starše, če imajo te izzive, tako v bistvu. Brezplačno svetovanje, pač tiste prve stopnje, če ni pač izziv prehud. Tako. Tukaj se tudi bolj vidi, če ta neka prva intervencija, ki jo ponudim, ne deluje, a ne, potem je verjetno izziv že malo večji, a ne. Je pa mogoče smiselno malo, pač bom še eno podvprašanje, je pa smiselno verjetno boljši rezultati čim prej se tega lotimo, čeprav verjetno včasih pač rabimo svoj čas, da pač ugotovimo, da je izziv za nas same pretežek, pa verjetno so rezultati boljši, če je otrok recimo mlajši, kot če je že v poznih najstniških letih, ali kako pač so tvoje opažanja? Ja, mislim, definitivno, a ne, ampak nikoli pa ni prepozno, a ne, oziroma bolj prepozno, kot pa nikoli, a ne. Ja, super, se strinjam. Mogoče ena situacija, ki se mi zdi, da je znana mogoče pač večini staršev, no, in tudi se mi zdi, da sem jo zasledila med tvojimi izzivi, da pač otrok pusti sobo razmetano ali pa ne pospravi igrače za seboj oziroma nekje od
pač tega, in včasih se starši pač. Včasih slišimo bolj grozne, ti bom vzel to igračo, ti bom tako pospravil, da je ne boš nikoli več videl. Včasih se tudi nagrajevanju, ok, če boš to pospravila, boš dobila liziko ali pa pač nekaj. Zakaj nobena od teh strategij ni na dolgi rok ok in kaj pač ti predlagaš v takih primerih, svetuješ? Okay. Ja, ta razmetana soba je res ena izmed mojih objav in to je tudi, se mi zdi, zelo pogosta situacija, s katero se, mislim, da skoraj vsak starš sreča, ali je to starš vrtčevskega otroka, lahko tudi, ali pa potem mogoče še večja težava, kaj je to osnovnošolski otrok. Ja, grožnje pa nagrajevanje. Ja, to sta v bistvu pristopa, ki se na prvi pogled zdita učinkovita, ker mi v bistvu takoj dosežemo rezultat. V tem primeru je to pospravljena soba. Ampak se mi zdi, da na nek dolgi rok te dve strategije nista ravno koristni, ker ne spodbujata te notranje motivacije pri otroku, zaradi katere v bistvu naredi neko dejanje, v tem primeru pospravi sobo. Lahko pa tudi vpliva na odnos s staršem, ker če mi grozimo, če postavimo grožnjo, bo otrok sobo pospravil, ker se boji posledic, ne zato, ker bi razumel recimo urejenost prostora ali pa želel sodelovati pri hišnih opravilih in tako. In sčasoma se lahko potem razvije tudi nek odpor, ki ga otrok dobi do upravljanja nalog, ki mu jih pač kot starši damo, ali pa celo do samega starša, ki mu grozi. Grožnja tudi, to, kar smo se že pogovarjali, temelji na pač moči, da imamo spet nadmoč nad otrokom, pa na tem kaznovanju, in to lahko otroku pač daje občutek ali pa mu sporoča, da ni enakovreden član družine. In tukaj se spet lahko neko slabi zaupanje, neka povezanost med staršem pa otrokom. Tako da otrok se ne uči razumeti, zakaj je pospravljanje pomembno, ampak se v bistvu nauči ubogati. Zato, da se izogne kazni, ker recimo z nagrajevanjem je pa dosti podobno, pospravi sobo, zaradi tega, ker bo dobil neko nagrado, ne razvije pa spet nekega občutka odgovornosti, Pri nagradah lahko tudi s časoma začne pričakovati nagrado za vsako sodelovanje, Ja, mislim, tukaj jaz predlagam spet to, da skupaj spet oblikujejo neka pravila, in da je lahko v bistvu tudi pospravljena soba neko to pravilo, za katerega, ali pa pravilo, ki je pač enkrat tedensko pospravljamo sobe, recimo sobota popoldne, delamo to. Razložiti otrokom, zakaj je to koristno, spet ne zato, ker sem jaz tako rekla, ampak da je koristna pospravljena soba in za otroka in za družino, da če bo sobo imel urejeno, bo lažje našel svoje stvari, prostor bo prijetnejši, da je recimo pospravljanje nek čas druženja, sodelovanja, tako kot sem rekla, v soboto zjutraj vsi pospravljamo, in ne zgleda zdaj kazensko, da on mora pospravljati sobo, ne vem, starša pa gledata televizijo, ampak mogoče pač za neko začetno motivacijo jim lahko tako pomagamo, in mogoče tudi majhen dati to možnost izbire, ne zdaj pospraviti sobo, ampak recimo, ne vem, tvoja soba je že zelo umazana, mislim, da je čas, da jo pospraviš, lahko se odločiš, ali boš pospravil pred treningom ali pa po treningu, recimo, da ima otrok tudi malo tega časa, da mu damo otroku čas in pa prostor, Ja, sej tudi mi nimamo vedno voljo, pa še vedno je vsaka stvar lažje, če imamo občutek, da imamo izbiro, kdaj in
Kako? Tako. Je pa verjetno res tudi po svojih izkušnjah lažje, če imamo res ta čas že vnaprej dogovorjen in če večina tako, če se res lotimo timsko in res otroci se ponovadi veliko manj upirajo pol temu, no, zelo ponovadi tudi zelo radi sodelujejo, vsaj Delujejo, ja, nekaj res. časa. Tako je. Če jim le damo, če smo potrpežljivi, a ne, in če jim damo ta čas, a ne, da nismo tako, no, dej si bom jaz, a ne, ker se nam v bistvu v današnjem času skozi nekam mudi. Mudi, ja. Kaj pa recimo mogoče pri najstnikih, ki pa že začnejo mogoče zavijati z očmi, ali kako pa takrat predlagaš? Zdi se mi, da je pomembno, ne, da na ta opravila ne gledamo kot neko nalogo, ko jo oni morajo opraviti in da mi sam čakamo, a bomo to obklukali ali ne, a ne. Ker v takem primeru bomo deležni tega izmikanja pa zavijanja z očmi, a ne. Pač odvisno je, a ne, tako kot sva se že prej, kar si prej omenila, a ne, če začnejo kot malčki, a ne, jim to potem nekako ponotranjijo in je mogoče v najstniških ali pa v temu pač bolj turbulentnem obdobju, a ne, potem vseeno lažje, kot če mi začnemo, a ne, kot če bi midve zdaj rekle do 8. leta midve, ali pa jaz delam neka opravila, a ne, zdaj si pa star ali pa stara 8 let, prej pa ti prevzemaš odgovornost za to pa to pa to pa to, a ne. To žal ne bo šlo, jaz verjamem, da si vsi želimo, a ne, pomoč pri hišnih opravilih, ampak to ne gre Na čez tak način, ja. tako, a ne. Tako da, tako kot smo prej govorili, to, da opravila delamo skupaj na začetku, da je v bistvu poudarek na druženju, sodelovanju, povezovanju, a ne. Res je, da bomo porabili na začetku več časa, da bodo ta hišna opravila opravljena, ampak bomo pa dosegli, da bodo otroci v tem času uživali, a ne, in bili tudi kasneje potem motivirani, da jih sami. Ja, malčki so ponovadi zelo željni, no, sodelovanja. Tako, ja. Mogoče se mi zdi, da se jih da hitro vključiti in mogoče to, kar si izpostavila, zelo pomembno, a ne, da najdemo kot način, da je to kot en način druženja oziroma da vidijo, da mi tudi to počnemo in se potem oni vključijo in da jih vključimo, ne da ne rečemo, ok, nož ni zate, ampak da poiščemo mogoče primeren nož, s katerim bi on lahko pomagal. Na en primeren način starosti, seveda, da ga vključimo. Okay, ne vem, mački je potrebno stranišče ali pa karkoli, če imamo recimo žival domačo, a ne, in da otrok na tisti način, ki lahko že pomaga, že mogoče zelo zgodaj, no, pri zgodnjih letih. Ja. Tako je. Hvala, ja, da si to izpostavila. Se mi zdi ta gospodinjska pravila, poleg pa seveda, tako kot si že mislim, da na začetku omenila, da je šola oziroma obveznosti za šolo, učenje, organizacija učenja, mogoče domače naloge oziroma pozabljanje le-teh so pogosto na dnevnem sporedu oziroma so pogosto vir krega oziroma prepira, vsaj tako po mojih opažanjih. Pa da dava en konkreten primer, ne vem, otrok pozablja domače naloge, mi vidimo v asistentu, recimo, da že 10krat je bil brez domače naloge, naprimer pri matematiki, recimo. Kakšen odziv svetuješ staršu, recimo, če se obrne s takim problemom? Nate, da še vedno ohranimo odnos, hkrati pa mogoče pri najstniku, osnovnošolskem otroku, pač dosežemo eno spremembo, da mogoče malo bolj redno začne delati domačo nalogo. Jaz vedno predlagam pogovor, a ne, zato da se nekako razjasne tudi ta druga plat, a ne, da mi ne sodimo kar vnaprej, zdaj je pa len ali pa lena, a ne, ampak da ga ne označimo tako osebno. Ja. Da se v bistvu pogovorimo, a ne, da mu ne pridgamo, zakaj se to dogaja, da smo pač opazili, da ne dela nalog, kaj se dogaja, kako mu lahko pomagamo, a ne, da se bo pač spomnil narediti nalogo, a ne. Ta pogovor potem, v bistvu skozi ta pogovor, a ne, se najde tudi potem vzrok. A je to pomanjkanje organizacije, a ne, a ima otrok težave z motivacijo, ali mogoče je težava razumevanje snovi, a ne, pa potem zaradi tega ne pristopa oziroma ne dela, a ne. In potem na podlagi vzroka, ki ga pač odkrijemo,
mu ponudimo pomoč. Ali je to, da mu pač pomagamo pri organizaciji, pomagamo, ne vem, bolj strukturiramo, da točno določimo urnik potem, a ne da rečemo, popoldne enkrat narediš nalogo, a ne, ampak če je težava organizacije, rečemo v redu, lej, od 4 do 5 delaš nalogo, jaz sem ti na razpolago za pomoč in tako, a ne, zdaj, če je to težja snov, če starši ne zmorejo, če so le finančno dovolj močni, so lahko to tudi potem inštrukcije, kakšni, potem, če je organizacija, tudi kakšni te, zdaj so že te aplikacije, ne, ki lahko spomnejo na vse te stvari. Mogoče to, da povežejo to svojo odgovornost s posledico, da otrok razume, zakaj je pomembno, da dela naloge, a ne zaradi staršev ali pa učiteljev, a ne, ampak zato, da recimo nekako sprotno usvaja, ponavlja to snov, a ne, in da mu tudi razložimo, da če bo recimo sprotno upravljal naloge, da mu bo potem lažje pri testih, ker bo imel snov že do neke mere utrjeno, a ne. To in pa neka podpora, ne? S tem že vemo, da je otrok v situaciji ni kos, no? Če tako rečem, a ne? In da pač potrebuje podporo. Tako. Da potrebuje našo vključenost malo večjo, tako. Ne kontrolo, a ne, da ga mi kontroliramo, a si naredil, a nisi, a ne spet tista kljukica, ki smo že prej govorili, a je pospravljena soba ali ni, a ne, ampak neka podpora, tako kot sem rekla, jaz sem ti tisto uro na voljo, a ne, vem, da ti je težko, ampak verjamem, da znaš, da zmoreš, da boš, a ne, tako, spet se v bistvu vse vračava tismo, kar smo že prej govorili, a ne. Pa mogoče to, kar si rekla, ta organizacija, kakšen urnik učenja, da mu lahko pomagamo narediti, ali pa pač. Tako, ja, a ne, da imajo otroci v šolah velikrat, a ne, sem videla, kdaj pa pišete, ja, ne vem, ja, kako nič. Vse piše v e-asistentu, ja, to meni piše v e-asistentu, a ne, ki pa imaš ti zapisano, ne vem, ali je 15 ali 20, ne vem, ali un teden, a ne, in jaz sem vedno govorila, ali si kupite beležke, sem tudi potem v Excelu otrokom printala te koledarčke, a ne, in potem, da imajo to pač vedno s sabo in tja noter potem tudi, a ne, zapisujemo in tudi tukaj se mi zdi to pomemben, da ima otrok potem nek pregled, a ne. Ta teden imam že 2 stvari, a ne, da ni zdaj to, ker pa ne vem, učiteljica reče, bomo tega pisali, pa on tako, prav, pa tega boš vprašal, prav, a ne, potem pa 3-krat reče prav, pa so pa mogoče to 3 stvari v enem tednu, a ne, ker on v bistvu ni sledil tem datumom, a ne, če bi pa imel takrat koledar pred sabo, pa bi rekel, oprostite, učiteljica, ta teden imam pa že, ali pa naslednji dan pišem zgodovino, a se lahko dogovorim, pa kakorkoli, a ne. Tako da, a ne, tudi mi odrasli, a ne, saj si ne moramo vsega zapomniti, a ne, ali imamo na telefonih koledarje, ali imamo rokovnike, a ne, ker je enostavno pred stvari in tudi otrokom je toliko predmetov, toliko še obšolskih dejavnosti in tega preveč, a ne, zato res rabijo nek urnik. In pa to, da ne pozabo. Počitek, prosti čas, ja, aktivnosti, ki jih imajo radi in jaz jih tudi spodbujam, da tudi te vpišejo v urnik, no, saj, ali v rojstne dni, ali kaj tazga prijetnega, tudi te stvari, da vpišejo. Potem zmanjka časa za to, a ne, ker to je pa v bistvu pomemben del, kjer se spočijejo, a ne, napolnijo baterije, da lahko so potem spet kos tem šolskim izzivom. Ja, ta organizacija se mi zdi res tako pomembna, tudi pol, da jih naučimo, da v bistvu ta strategija je zelo pomembna tudi kasneje, tako ga si rekla, ne? Da si tudi mi starejši to potrebujemo in da je tudi zelo pomembna v bistvu za kjerokoli službo, karkoli se pol odločimo, da to potrebujemo. In ja, da jih navajamo, da imajo res ta koledarček oziroma beležko, kakorkoli ima kdo urejeno. Mi imamo res tako, kot si ti rekla, ta koledarček in na začetku vsake ure jih spomnimo, da je ven, pa obkljukamo, ker dan je že minil oziroma pač kjer obveznost in kaj jih čaka. In mogoče pa pri nekaterih so različne barve, pač to je pa pol odvisen tudi od vsega. Tako. Da se znajdejo in da jim ni vizualno tudi privlačno, a ne, da si želijo večkrat to tudi pogledati. Ja, ja.
da se tako res najde en sistem, ki jim funkcionira. Tako. In mi se mi zdi, da pa na začetku mogoče res najstniki pri tem potrebujejo, ni to se mi zdi tudi ena veščina, ki se da zelo natrenirati. In ni tako, da se kar rodimo z njo, oziroma da je kar že, a ne, mogoče res trebamo na začetku otrokom malo pomagati, pol pa jim kaj enkrat to osvojijo in pa pol steče. Mogoče tako, kot si rekla, no, da jih res podpremo s tem, ne, ok, saj si moraš že sam vse, ampak mogoče na začetku, da potrebuje malo vodanja, ok, aha, v tem tednu ima že 2 stvari, mogoče se probi pač to malo časovno razporediti, ok, poglej, a ne, tako da jih na začetku malo vodimo, pol pa pač. Velikokrat staršem to predstavim kot ta zidarski oder, ki je najprej do vrha, a ne hiše, recimo, a ne, ko se recimo dela fasada ali pa kakorkoli, a ne, potem je pa tega odra vedno manj, a ne, do točke, ko odra ni več, a ne. In v bistvu z nekim zgledom, s tem, ko jih vodimo, a ne, potem se lahko tudi, oziroma jih učimo, a ne, in potem se lahko tudi postopoma umikamo, a ne. Ne moramo pa pričakovati, da danes nima organizacije, zdaj smo pa mi mu povedali teoretično, kako to izgleda, da on v koledar napiše, in pričakovati, da naslednji dan pa bo že to šlo, a ne. Ja, super si to povedala, ne, cilj je seveda, da čim manj naše pomoči in postopoma, tako, kot si rekla, da smo tudi sočutni in do sebe in do otroka, da to ne gre čez noč. Nekateri otroci se, čeprav mi včasih se mi zdi, da mislimo, da ne, se tudi sami zelo obremenjujejo z ocenami, šolo, da je vse to kar večini. Kaj mogoče svetuješ, če se pa otrok preveč obremenjuje z ocenami, tako, kaj je tvoje vodilo, oziroma kaj svetuješ staršem, če se otrok zelo obremenjuje, kljub temu mogoče, da se trudi in vlaga trud, kaj pa tukaj svetuješ? Zdaj, pokazati, a ne, najprej to razumevanje, a ne, za to stisko, a ne, da je saj to dobra ocena, a ne, ampak da rečemo, vidim, da te ta ocena skrbi, vidim, da te ocene veliko pomenijo, razumljivo, a ne, ker se trudiš po najboljših močeh, a ne, in zdaj tudi tukaj, a ne, najdete v bistvu izvor tega pritiska, a ne, odkot prihaja ta občutek, da mora otrok neko to popolnost doseči, a ne, a je to zaradi tebe, a je to zaradi pritiska vrstnikov, zaradi učnega okolja, tako, a ne. Se mi pa zdi, da je zelo pomembno, da tem otrokom, pa ne mogoče samo tem otrokom, se mi zdi, da smo tako na splošno preveč osredotočeni na rezultat, ne pa na sam proces, a ne. Tam, je narejeno, a ne, tako so prej rekli, spet eno kljukico hočemo delati, a ne gledamo pa recimo kakšne spretnosti, sposobnosti ali pa druga spoznanja smo recimo v nekem procesu dobili, a ne. In mislim, da je pri takih otrocih to zelo pomembno, da jim predstavimo, a ne, da ni tista končna ocena pomembna, ampak da rezultata, koliko recimo nekih učnih spretnosti je on v tem procesu dobil, ki mu bojo v življenju veliko bolj koristile, a ne, pa recimo tista končna ocena, koliko je, ne vem, osebnostno zrastel, koliko recimo neke širine na določeno temo, ali pa recimo, če je to angleščina, koliko novih besed je osvojil, a ne, tudi če je pisal, ne vem, 4, a ne, je še zmeraj recimo se naučil 40 novih besed, ki jih prej ni poznal, a ne, tako da predstaviti ta proces, ta napredek, ne pa samo ta rezultat, a ne, definitivno pa jim povedati to, da jih ocena ne definira, a ne, da so oni pač več oziroma tudi nekaj drugega, ne sam ta šolska ocena ne določa njihove vrednosti, a ne? Tako je, da jim to predstavimo, pa mogoče meni se zdi tudi včasih
ta vidik, da tudi, da je to, kar si ful lepo povedala, no, to, da vidimo, kaj smo od tega odnesli, mogoče tudi, če nam kljub učenju ne uspe, ali da smo pisali pač 2-1, kogarkoli, da se tudi iz neuspeha, če ga tako definiramo, lahko veliko naučimo, da pa se moramo pa še enkrat pa pogledati, ok, mogoče se pa na drug način naučim, ali kaj potrebujem spremeniti. In da dostakrat smo tudi v življenju soočeni, pač nam kakšna stvar ne gre z neuspehi, pač, ali mislim neuspehi, pač da nam ne gre čisto, kot smo si zamislili in da si iz tega lahko tudi veliko naučimo, no, da je mogoče tudi na ta način. Pa to, no, kar si rekla, ja, kaj vse je vsem, a ne, dobil in da ocena ne določa njihove vrednosti. Ja, super, hvala ti za vse ta deljenja teh koristnih izkušenj in informacij. Bi za konec želela še sama mogoče podeliti ali kakšno konkretno izkušnjo ali kaj, kar se ti zdi pomembno, pa smo izpustili, oziroma karkoli, če bi želela podeliti. Jaz mislim, da sva kar lepo zaokrožile tale najin pogovor in izpostavili tiste pomembne točke, ne, kot razumevanje, podpora, medosebna komunikacija. Bi pa mogoče na tej točki povabila tvoje poslušalce in pa poslušalke, da če so se v tem pogovoru našli, da pogledajo mojo spletno stran www.vzgojnasopotnica.com ali pa mi sledijo na družbenih omrežjih Facebook ali pa Instagram pod imenom Vzgojna sopotnica. Tam tedensko objavljam brezplačne vsebine, tudi ta torkova svetovalnica, ki si omenjala, in pa tudi prihajajoča predavanja za starše tam objavim, tako da so lahko res na tekočem. Super, hvala za povabilo, verjamem, da bo koga poklical. Hvala ti za... Hvala tudi tebi za povabilo. Ja, z veseljem. Hvala za vse koristne informacije, delitve, znanja. Vsem pa hvala za poslušanje.